Živijo, sem Matjaž Arkezij, alpinistični inštruktor gorski reševalec. Danes pa bomo izbrali pravi nahrbtnik za obisk gora. Pri izbiri nahrbtnika je pomembna velikost. Za enodnevne oziroma dvo-tridnevne ture zadostuje nahrbtnik velikosti med 28 do 38 litrov, vse kar je preveč bomo samo nosili. Potem hrbtišče, ki je različnih velikosti, od manjše do velike, in moramo z svojim telesni višini izbrati primerno velikost hrbtišča, saj bomo nasprotno lahko imeli težave s hrbtom. Poleg tega nam bo pa segal previsoko nad glavo in bomo imeli težave s pogledi in razgledi okoli sebe. Pri naramnicah je pomembna ta S oblika naramnic, ki obide žile in s tem preprečuje mravljinčenje v rokah. Ko se pa v gore odpravljamo za več dni, bomo tudi v gorah prespali, imamo s sabo spalno vrečo ali pa več opreme, pa lahko izberemo nahrbtnik večje velikosti, tam od 40 litrov naprej. Torej, nahrbtnik smo izbrali, sedaj pa pogledamo še obvezno opremo v vsakem nahrbtniku. Pa kar začnimo. Topla in zaščitna oblačila, tudi v poletnih mesecih avgusta, takrat ko je vroče, so lahko noči v gorah hladne ali pa nas presenetijo vremenske neprilike. Potem, kot vedno, nas lahko preseneti noč, zato imamo v vsakem nahrbtniku, tudi če se na turo podamo samo za 1 uro, čelno svetilko z rezervnimi baterijami. Prav tako ne smemo pozabiti na kapo in rokavice. Kapa je tista najpomembnejša zaščita glave v mrazu v černih poletnih urah. Tukaj je še prva pomoč. Upamo, da je nikoli ne bomo uporabili, ampak takrat, ko jo potrebujemo, je zlata vredna. Da oči zaščitimo pred močnim soncem, zaščitna sončna očala s kvalitetnimi zaščitnimi stekli. Tekočina, steklenica nekje pol litra do liter, vse kar je več bomo samo dodatno nosili. Tekočino pa lahko potem nadomestimo v planinski koči, kjer dobimo tudi hrano, zato se tega ne splača preveč nositi s sabo, saj je vse povezano z preveliko težo. Tukaj je še ta zaščitna astronavtska folija, ki jo uporabimo v primeru, da nas preseneti slabo vreme, da moramo noč prevedriti na prostem, ali pa tudi v primeru nesreče, ko pokličemo na številko 112 in za ta čas do prihoda gorskih reševalcev z njo zaščitimo ponesrečenca. Potem so pa tukaj še planinska karta, ki mora biti obvezno v vsakem nahrbtniku. Z njeno pomočjo lahko našim planincem, otrokom pokažemo, kje se nahajamo, katere hribe vidimo okrog sebe. Nam pa koristi tudi takrat, ko se izgubimo ali pa nas morebiti preseneti megla. Seveda skupaj s karto je tudi kompas, s pomočjo katerega se orientiramo, in pa takšen planinski dnevnik, v katerega lahko zapišemo naše vtise, doživetja in pa spomine. V primeru, da bomo v planinski koči tudi prespali in seveda, ker skrbimo za okolje, imamo s sabo tudi takšno planinsko rjuho. S tem pomagamo planinskim kočam in pa oskrbnikom, da ne potrebujejo svoje posteljnine in s tem povezanega pranja, preveč odvozov v dolino, se pravi, takšno planinsko rjuho vzamemo sami s sabo. Če se pa odpravimo v visokogorje, tam, kjer ponavadi planinske poti potekajo pod nekimi stenami, kjer je možnost padajočega kamenja, ali pa da je veliko planincev, ki to kamenje lahko tudi sprožijo, vsekakor na glavo sodi planinska alpinistična čelada. In ker tudi skrbimo za svoja kolena, da bomo lahko gore dolgo obiskovali, svetujemo uporabo pohodnih palic. S tem bomo razbremenili kolena, hkrati pa pripomogli, da bo tudi zgornji deli telesa aktivni med samo hojo. Pametno je biti pametno opremljen, mi gremo na planinsko turo, vam pa tudi srečno pot. Thank you.